Dolina z največ slapovi v Sloveniji. Kaj takega sotočja v Sloveniji ni. Pa kakšen lep Tolmun spodaj. Kakšno presenečenje. Spet smo odkrili nekaj neverjetnega. Potok Gačnik, potok z največ slapovi v Sloveniji. Dva slovenska ekstrema. Bulfenov jeglič. V eni najbolj divjih sotesk v Sloveniji. Bolj lep starodaven most. Evo, to so pa bojne rane. Se takole trudba za vas, za gledalce. Edini vetreni zvir v Sloveniji. Ekstremna avantura. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Danes se pa z Majo nahajava v dolini Trebuše. In sicer sva na njenem začetku. Tukaj je sotočje reke Trebušice in pa reke Idrijce. Se pravi, Trebušica se zliva v reko Idrijco. In že tukaj tale dolina pokaže, da je res zanimiva, ker je tudi sotočje zelo zanimivo. Tukaj v bistvu reka preteče direkt pod kotom 90 stopinj v reko Idrijco, kar je sila nenavadno. Ponavadi je kot veliko manjši, tukaj pa prav 90 stopinj, tako da je to že neka taka posebnost, ker takega sotočja v Sloveniji ni. Imamo pa danes plan pogledati veliko slapov v dolini Trebuše. Dolina Trebuše je pač znana kot dolina z največ slapovi v Sloveniji. Tukaj se nahaja, lahko rečemo, prek 50 slapov. Tukaj se lepo vidi, zdaj sotočje Trebušice in Idrijce. Prav, Idrijca preteče z te strani in tukaj naredi ovink. In ravno na tem ovinku preteče noter Trebušica. Nahajava se že pri novi zanimivi stvari, soteska Gačnik. Potok Gačnik, potok z največ slapovi v Sloveniji. Ima pa tudi najdaljša korita v Sloveniji, tako da sta v bistvu na tem potoku dva slovenska ekstrema. Takole izgleda začeten del Gačnika. Na tej strani se vidi tudi sotočje s Trebušico. Sva v soteski potoka Gačnik, ko razgledajo prvi slapovi, ki so samo manjši. Še naravni most pri tem slapu, je lepo kamen naložen. Po približno 15 minutah kar težkega prebijanja skozi sotesko, sva prišla že do čudovitih slapov in tolmunov. Kakšen prekrasen slap in pa super tolmun. Ravno mora se nagledati tega tolmuna, ko je lep. Kakšne čudoviti slapovi. Prekrasno. Nazdol pa takole. Skakalnica vode. Kakšna super divjina. Divja korita. Kakšna korita. To pa je pristna slovenska divjina. Tukaj sem pa vsekakor v eni najbolj divjih sotesk v Sloveniji. In pa tudi precej težko dostopnih. Tukaj je konc poti za enkrat, ampak vam pa obljubam, da bomo tole enkrat šel še polet preplavati, da bo bolj topla voda in tudi zrak bolj toplo. Ko pa tole preplavamo, pa gremo naprej skozi korita Gačnika.
čudovit slap na Gačniku. Prej sem bil pa tamle gor, tam je v bistvu konc poti zame. Konca Soteske, tam, ko se ni več dal naprej, so se pa pospela na greben, prav v bistvu na zahodni greben od Soteske, lepo prehoden, ampak tukaj res ni žive duše, res prava idrijska divjina. Dol smo pa prišla po tej pot, ki piše za vojsko. Tukaj je glaven potok, mi smo prišla po temu grebenu zdaj dol. Sva na naslednji točki žveplov oziroma žvepleni izvir. To je pa v bistvu edini žvepleni izvir v Sloveniji. Pa pojdimo pogledat. Sva pri reki Trebušici, zdaj pa treba česiti in tam je tak žvepleni izvir. Vonjave so že kar tukaj, je že fajn vonja, pa gremo čez. Voda ima pa 6 stopinj. Mrzla. Ko smrdi. Evo, to je pa že žvepleni izvir. Evo, takole to zgleda. Čist majhen teče. Evo, tole je edini žvepleni izvir v Sloveniji. Če se tudi vidi tale bela barva. Evo. Zanimivo. Slab kilometer naprej od izvira je pa že nova destinacija Slap Pršjak. To je pa v bistvu najlepši slap, pa tudi najvišji v tej dolini Trebušice, oziroma dolini Trebuše. Evo, to je pa brv do Slapa Pršjak. Zob časa je že malo načel. Evo, zdaj smo pa že v bližini pršjakarskega slapa, Slapa Pršjak. Evo, kakšen čudovit slap je to. Pa kakšen lep tolmun spodaj. Čudovit je. Evo, včasih pa teče tudi tukaj, no se tudi zdaj majhen teče. V bistvu včasih je to dvojni slap. Gor naprej so pa še taki čudoviti tolmuni. To grejo pa še zdaj pogledat. Hodijo nad Slapom Pršjak. To so pa maslice. Slap Pršjak. Evo, tistle vrh gor je pa mislim, da Poldanovec. To je pa v bistvu že začetek Trnovskega gozda. Zdaj smo pa nad Slapom, pri teh lepih tolmunih, ampak najlepši so pa tam ne spade, vedete to. Ja, ta sem pa videl na svetlico. To je pa Bulfenov jeglič. Spada pod Trobentice. Zdaj smo pa pri teh pa najlepših tolmunih nad Slapom Pršjak. Evo, ja, ta je pa res lep tolmunček. To je pa res najlepši tolmun v Pršjakarski grapi, tik nad Slapom Pršjak. Slap je pa tamle dol. Prelep tolmun, od bližje. Res je tu, top, to pa je en najlepših tolmunov v Sloveniji. Zdaj se pa nahajam tik nad Slapom Pršjak. Wow. To je pa noro. Samo par 100 metrov stran od
Pršjakarske grape se pa že nahaja en starodaven most, Podkobilški most. Pa že na mostu. Super zgleda in pa lepa korita. Evo, zelo lepa korita, trebušice. Zelo lep starodaven most. Maja gor na mostu. Pa štojo! Še pogled iz korit na ta Podkobilški most. Kakšna prelepa trebuščica. V tej trebuši kar nas manjka znamenitosti. Zdaj smo že v naslednji grapi, to je pa Mkcova grapa. Pod mostom so lepi tolmuni. Mkčeva grapa. Tam je pa slab, greva še do tistega slapa pogledati. Slap v Mkčevi grapi. Kakšen smaragden tolmun. Zdaj smo pa še v zadnji grapi v dolini Trebušice. To je pa v bistvu prav neimenovana grapa. Je pa tudi čudovita. Pa je slab. Pod je lep tolmun. Greva še naprej pogledati. Da vidimo, kam prideva. Čudovita skrita korita. Zgleda obetavno. Tam je zgleda zanimiv. Moral iti tam na gor pogledati, kako zgleda. Kakšno presenečenje. Kako je noro. To je pa neverjetno. Spet smo odkrili nekaj neverjetnega. Skala zagozdena. Vode pa pada slab. Tako. Noro. Spet nekaj veličastnega. Evo. Evo, zdaj sem pa tik pod mostom, ne to. Ne moram verjeti. Lahko tako lepo. Naprej, žal ne moram. Tukaj je konc poti. Ja, sem pa zdaj tik pod mostom. Tako čudovit. Tam je še razprtina. In pa pogled na zdaj. Noro. Evo, kar ne odnehava, so rekla, oziroma to je dala kar Maja predlog. Maja čist neustrašna. Je rekla, da greva še pogledati zadaj, za to skalo, v bistvu za tem naravnim mostom. In so zdaj kar šla gor. Malo na pol je plezanje, na pol je tako hribolazenje. Evo, prišla smo zdaj nad korita, oziroma nad ta naravni most. Evo, kakšen lep tolmun se nam je pokazal. Ja, to je pa tle lepa uživancija poleti sploh, evo, se bi tle namakati. Noro. Ja, bo treba prijeti, če poleti, ni druge. Evo, pa tukaj spodaj, tle se začnejo ta korita divja. Evo to, wow. Pa je naprej dol, noro. To je pa res čist presenečenje. Jaz sem čist navdušen. Kakšna korita navzdol. Noro. Zdaj se pa nahajam tik nad naravnim mostom. Evo, to so te korita, smo jih prej gledali dol. Sedaj gre pa voda in pod naravni most. Evo, to so pa bojne rane. Se takole trudba za vas, za gledalce, bojne rane. Vse zaradi na zemlji. Tako. Tale dogodivščina, to je bilo pa res kar, lahko rečeva, skoraj ekstremna dogodivščina, ekstremna avantura se zaključuje v tej zadnji soteski, ki je bila res polna presenečenj. Maja, a je bilo tole prehudo zate? Ne, ki.
Bolje kdo bolje. Evo, res sva uživala, super je bilo. Tako da, če vam je bil video všeč, se naročite na YouTube kanal Raj na zemlji in se vidimo v naslednjih super doživetjih. Čau!